Živijo, spet jaz, Srebrusta tukaj. Danes sem za vas prav posebno sočutno čajanko. Kakor vidite, sem vas povabila kar v spalnico, pa še vsa nališpana sem. In sicer vam bom pokazala, kako lahko tudi s pralnimi krpicami odstranim vso to gmoto ličil, ki jih imam na obrazu. Če vas zanima, kako izgleda moj obraz čist brez ličil in kako dobro se da odstraniti ličila tudi z pralnimi krpicami, pogledajte tale video do konca, ne bo vam žal. Za vse tiste, ki me še ne poznate, sem Srebrusta, mamica leto pa pol malo več staremu svetovidu. In že nekako od nosečnosti so odločitve, ki jih sprejemam glede svojega telesa, glede svojega otroka, za marsikoga smatrane kot alternativne. Na tem kanalu delim svojo ljubezen do nošenja otrok, do vsega pralnega, se pravi plenic, protko kot danes krpic. Kažem tudi, kako smo pri nas uvajali hrano malemu svetovidu, recimo, da smo kakor tako blizu baby led weaningu. Tako da, če vas karkoli od tega zanima, pritisnite un gumb, naroči se pa zvonček zraven, zato da ne boste zamudili, kadarkoli kaj novega objavim. Ja, dolgo že razmišljam o tem videu, nikakor se ne spravim zraven, ni mi uspelo se usesti in tega posnet. In v bistvu me je k snemanju spodbudil ravno KIS, se pravi podjetje, ki ima tudi pralne pleničke, kakor veste, če ste gledali mojo predstavitev. In sicer so me povabili k sodelovanju okoli dogodka Ženske za ženske. Gre za modno revijo, ki jo organizira Rotaract Sevnica. Če me malo spremljate, veste, da so to moji praktično sosedje in da sem zelo vesela in takoj za, kadar se dogaja nekaj na tej lokalni ravni, za mamice, nasplošno za ženske, ker v prvi vrsti smo ženske, imamo svoje potrebe, ki so ločene od tega, kako skrbimo za otroke. Rotaract Sevnica torej vsako leto organizira modno revijo, na kateri sodelujejo ženske, ki niso klasične manekenke, take, kot jih marsikje poznamo iz medijev, ampak pridejo v vseh oblikah in vseh veličastnih velikostih. Hkrati pa imajo zraven tudi stojnice, na katerih se predstavljajo pač različni proizvajalci, izdelovalci raznih izdelkov, ki jih potem ali prodajajo, tisti višek pa potem tudi podarijo. Ves izkupiček gre v dobrodelne namene, tako so podarovali že varne hiše v Novem mestu, lansko leto, predlani pa zavod EMA, se pravi za nenasilje. Letos gre pa izkupiček za 5-letno deklico, ki ima številne bolezni. Med drugim se je šele pri 5 letih naučila izreči besedo mama. In v bistvu s tem izkupičkom želimo, da bi se ji omogočili zdravljenje z matičnimi celicami. In tukaj tudi v zgodbo pride podjetje KIS, ki je bilo povabljeno strani Rotaract Sevnica, da se v bistvu udeleži v smislu ali donacij ali potem na tisti stojnici. Ker pa letos ne bo modne revije v takem smislu, kot je bila do zdaj, so pa vabili tudi različne medijske osebnosti in nas, ki smo pač aktivni na internetu, da podelimo svoje izkušnje s svojimi telesi, svoje zgodbe in na ta način v bistvu pristavimo svoj lonček. Tako, podjetje KIS mi je za ta namen ponudila tele krpice, jih bom kar sprobala in pokazala točno, kako se obnesejo. Pridejo pa v 3 različnih velikostih. Tale največja, srednja in pa takole še vrečkica za pranje, o moj bog. Vse stvari, ki so tako prešite, je mene vsakič strah, da se mi bo nekake ježke od plenic, ker ja, sorry, perem to s plenicami, zataknili in da se mi bo vse pocufali. Tako da visoko ocenim te vrečke. Tako, jaz sem tole malo razdelila, ne? Zdaj tam, kjer imam največ površine, bom z največjo krpico, pol pa recimo srednje, pa okoli oči bom pa definitivno ta najmanjšo uporabila za maskaro, ki jo imam vodoodporno, in pa eyeliner, se pravi črtalo. Šminko se bom po mojem tudi ta srednjo lotila. Od zadnje imam ogledalo, tako da malo bom verjetno čuden gledala, pa brez očal bom, tako da šok. Jaz bom uporabila neko navadno olje, katerokoli olje bo v redu za vas, tistega uporabite. Kakor si verjetno že mislite, jaz nisem taka vstala čez noč. Jaz sem bila čudna, drugačna, specifična zdaj od zmeraj, od nekdaj. Mazati z ličili sem se začela v osnovni šoli. Sicer ne zdaj polno obraz, ampak šminka, oči. Recimo, da so izgledali tako, kot zdaj. In to je postal nekako moj način izražanja tudi. To sem počela na dnevni ravni, ker takrat sem pač imela čas, nisem imela drugih skrbi, kot je šola.
In večkrat so me tudi poklicali ven iz razreda, češ, kaj pa jaz, sem od Adamsovih pobegnila, a moja mami ve, da sem se tako namazala, mislim. Evo, ustnice. Takole izgleda krpica, jaz jo bom pol malo s hladno vodo splahnem. Ličila so tako od nekdaj moj način izražanja, ne samo sebe, ampak tudi, ne vem, kadar imam slabši dan, se lahko malo namažem, malo drugače, kakšno stvar poudarim in dobim nek tak ne, se počutim močnejšo. Ne vem, že takrat je bilo tako, ok, sem lahko neka bojevnica, lahko si zamislim nekdo, kdo sem in se s tem dvignem do tega, da imam boljši dan. Zdaj po porodu se pa ne spremeni samo telo, ampak tudi sama organizacija časa, kakor si lahko verjetno mislite, ali pa itak veste. Kar pomeni, da definitivno nimam časa se takole namazati vsak dan. Zdaj to veste verjetno sploh tisti, ki imate otroke, ki od vas zahtevajo več, potrebujejo več, tako kot tudi tale 5-letna deklica. In pa tisti starši, ki pač želite tudi svojim otrokom dati več, ne? Se konec koncev se odločamo, kakšen bo naš starševski stil. Pa. Kole. Mislim, nič nisem kaj dosti groba, no? Zelo nežno pritiskam. Sem pa vmes krpico zmočila. Tako, genij, a ne? Ne vem, zakaj se prej nisem spomnila. Tako, še malo se masiram vmes, čez zame sem si zdaj vzela. Res sem hvaležna v bistvu podjetju Kiss, zato da lahko to delam in nekako združim s kamero. Evo, tako izgleda krpica. Po polovici obrazu vidite, da sem imela kar nekaj gor, to zdaj kaj ena taka Rorschachov test. Polovica obraza, se pravi, to je zdaj puder, osnova, ne, se pravi, kremasta osnova, ta kontur, puder v prahu, pa bronzer. Zdaj še druga polovica obraza. Tako. Ja, ena zanimivost, ki je mogoče ne veste v meni, bila sem udeležena enkrat na eni modni reviji, v bistvu izboru za Miss, ne vem česa že, oziroma vem, pa vam ne bom povedala, ker mi je neroden. In šla sem v bistvu s kolegico, ki ni hotela iti sama. Njo so povabili k sodelovanju in tako bila je tako zelo lušna. Stari smo bili nekje 16-17. Glavno in ona ni želela iti, razen če grem jo zraven. Jaz pa pač itak čisti odpadni, kot klonski. Nisem bila glih za te fore, ne? Ampak sem rekla, ajde, no. In sem šla. No, in potem je potekal izbor v prvi krog. In recimo, da nas je bilo 15 in 14 jih je šlo naprej. Lahko ganete, kje sem bila jaz? Ta 15. Tako da definitivno imam nekaj izkušenj iz svojega zgodnega življenja že, ko pač so mi dale misel, da je nekaj narobe z mojim telesom. Zato se mi zdi toliko bolj pomembno mlade punce ozaveščati in v bistvu vse punce ozaveščati, da pač, lej, kul je, verjamem. Ko gledaš za nazaj, one slike, na katerih si takrat, ko si bil, recimo zdaj, če gledam slike za 10 let nazaj, pa bi si takrat rekla, to, kako imam, ne vem, prevelika stegna imam, ali pa joj, tam imam pa mozolj. Tako ne vidiš tega zdaj, si misliš, pa kaj sem jaz razmišljala? Tako glej se zdaj, ne, mislim, itak. In čez 10 let si bom vseb zdaj mislila, kaj ni bilo jasno, ne, zakaj se ni mogla videti tako, kaj se vidiš zdaj za nazaj. A je to sploh smiselno, kar govorim? Jaz upam, da je. In zato se mi tudi zdi tako pomembno, kar počne Rotarakt Sevnica. Tako da, če se vam tudi zdi, dajte stisniti prst gor na Facebook strani Rotarakt Sevnica. Bom napisala tudi v opis spodaj, da ja ne bo se kdo kaj zatipkal. Pa poglejte, no, take stvari je definitivno vredno pohvaliti. Evo, še učke zgoraj. Jaz ne vem, kaj sem mislila, da sem si dala te bleščice gor. Okay. Sem se počutila ekstra. Kako grem na modno revijo, na kateri me pa bojo mogli izbrati. Ne vem, zdaj, ko imam otroka, pa kakor da nimam časa sploh razmišljati o tem, pač jaz večer po tušu, ogledalo in tako vidiš te stvari.
Ampak ne vem, vse grem na dieto. Meni se tudi ne zdi nič narobe s tem, da imaš slab dan, ko se ti tvoje telo pa ne zdi, wow, zibelka življenja. Ne? Sem hvaležna, ker mi je dalo malega svetovida. Ne vem, se mi zdi, da bi lahko več naredila, bi se malo potrudila, pa shujšala, pa ne vem, pojedla solato namesto čokolade. Po drugi strani si pa vedno izberem raje to minuto, zato da tam malo ga še enkrat stisnem, pa ga še enkrat polupčkam. Tako da en dan gledam na svoje strije ali karkoli pač že kot znak neke moči, ne, ali kaj sem zdaj jaz tle naredila, ne. Spet drug dan pa vidim brazgotino, pa si mislim, ne, česa jaz nisem mogla narediti. Tako da so dvojni občutki tukaj. In mislim, da je tudi to ok. Ne vem, če se poudarja to dovolj večkrat v medijih ali pa pač nasplošno. Mamice med sabo, pa moraš biti hvaležna za to, da pač kakšno telo imaš, da ti je rodilo, da je otrok lahko bil v njemu toliko časa, moraš biti hvaležna tudi za črtico, če jo imaš, če si carske nadela. Ampak je ok, ne rabiš zanikati svojih občutkov in čustev, tudi če se danes pa ne počutiš ok, ker nisi bila pripravljena na carski res. Tudi to je ok. Dokler se zavedaš, da bo minil, da se ne boš tako počutila zdaj 20 let. Bo minil in naredi tisto, kar ti pač omogoči, da se boljš počutiš. Konec koncev moraš, ne vem, zase poskrbeti. Tudi na avionu, najprej kisikovo masko sebi daš, poljo daš otroku. Se pravi, če ti rabiš za to, da se boš ti boljš počutila, da se ne mažeš, kot sem se jaz zdajle, kot torta na rojstni dan. Ali pa da si daš ta lepšo oblekco gor samo zato, da greš, ne vem, po mleku v trgovino. Dej, to naredi. To je minimum, ki ga zase rabiš, če se v tem seveda počutiš boljša, ne zdaj da si moram pač tisto obleko vleči gor, ampak če je to tisto, kar ti rabiš, ob čemer se boljš počutiš, daj si duška. Sem dala dol. Zdaj mi je prav žal, da ne morem biti zgled pa iti taka, ne vem, na roditeljski v vrtec. Ta je bila dobra, no? Tako, sem. Poslali so mi čist preveč krpic. Ok, lahko jih uporabljam še za tuširati, še za marsikaj, za ritko tam malega. Super. Vsetak porabila sem torej eno veliko, pa da boste videli, tako izgleda velika poti, ko je uporabljena. Ta srednja sem v bistvu na koncu uporabila sem za šminko, sem imela velike plane za ta srednje krpice. In pa 2, vsako za en uč. Zdaj v teoriji bi lahko tudi sam sta veliko po moje. Zdaj krpice so tako kot pleničke iz bambusa, se pravi 77% je bambusa, ostalo je poliester. Prvo pranje mora biti na 30 in ročno, ostalo je pa lahko na 60 v stroju, tako da res na 60 uničite vse te možne stvari, ki so na obrazu. Kadar jih bom uporabljala za make-up, najprej namočila v hladno vodo, da se res ne bi madežev, potem bom dala v stroj, pa če je možno na sonce. Tudi čez oken bo prišlo, tudi če je dež, nekaj teh žarkov bo prišlo do krpic in jih obelilo. Se mi zdi pa res super varianta, kot pa tista vata, ki je moram uporabljati eno tono, zato da pridem do istega rezultata. Podjetje Kiss med drugim, in to je tudi eden od izdelkov, ki ga bojo poslali na to stojnico oziroma v prodajo oziroma v donacijo Rotaract Sevnica, izdeluje tudi bombažne maske oziroma pokrivala za obraz v tem času in zdaj, ko sem dala vas ta make-up dol, lahko pokažem. Imajo 3 vrste, 3 oblike. In kakor pleničke ne paše vsakemu otroku, tudi maska ne paše vsakemu. Meni najbolj odgovarja tale Air. 100% bombaž, v sredini je prešita in okol, tako en pride pod očala, lušno. Elastike so vse tako narejene, da se jih da zamenjati, kar je tudi fajn. Harmonika mi je malo velika, mislim, da je bolj za temno vida, je pa širša, sta pa 2 plasti bombaža. In pa tale mi tudi ustreza oval, samo mogla bi skrajšati elastike. Takole.
Imate jih tudi v različnih velikostih, tako da če razmišljate bolj o trajnostnih opcijah, če pač vam služba ne dovoljuje, da ste brez maske, kar dajmo roko na srce, veliko je takih služb, mislim, da 90%, tudi moja je med njimi in ne morete sprejeti odločitev za nenošenje maske, lahko pa sprejmete odločitev, ali boste nosili masko, ki bo nasneževala naš planet ali pa ga ne bo. Šivajo tudi take luštne bombažne torbice, kamor lahko maske pospravite. Jaz imam eno za čiste, pa kolegica mi je pa naredila doma narejeno iz pula, v to dam pa potem ta umazane. Tako da so ločene in jih ne brskam tam nekje po torbici. Maske so pravljene na 60, lahko tudi na 90 stopinjah. Jaz jih tudi rada zlikam, edino pač elastik se probite izogibati z likalnikom. Če imate še kakšno vprašanje, lahko pišete tudi meni ali na Facebook ali na Instagram, povsod sem Srebrousta. Seveda lahko napišete tudi tukaj spodaj komentar, ne bi mislil, da to pa zdaj absolutno ne smete, ne? Seveda, če vam je video všeč, dajte prst gor, stisnite prst gor tudi na Rotaract Sevnica, na podjetje KIS. Zelo bom vesela tudi, če podelite tale video naprej, da še čim več ljudi izve za to akcijo. Tako, to bi bilo za danes to, mi se pa vidimo kmalu.